Občini Medvode zlati certifikat Zlati kamen. Predlagaj pravilno in preudarno. Obrtne cone čakajo na boljše čase. Fafitejevska ljubiteljska kuharija. Lokalno je zdravo. Košarka v vrtincu epidemije. Dober večer in lepo pozdravljeni. Šole in vrtci so spet odprli vrata za vse, odprle so se vse trgovine, za brezstično izposojo se je odprla knjižnica, spet greste lahko k frizerju, skratka po 12 dneh se življenje v naši občini vrača na tirnice pred zaprtjem. Razen ene izjeme, kljub pričakovanju, da bo tudi Medvoška krajevna enota upravne enote Ljubljana, ki ima svoje prostore v občinski stavbi, ponovno na voljo občanom, se to ni zgodilo. Tudi tisti, ki so imeli naročen datum za ta teden, so bili odslovljeni. Krajevni urad naj bi z delom začel šele v ponedeljek. V prejšnji oddaji smo že poročali o tem, da se je občina Medvode letos uvrstila na 12. mesto med vsemi slovenskimi občinami v sklopu raziskovalnega projekta Zlati kamen. S tem spada med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev občini prinaša zlati ISO certifikat. Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki na 8 področjih. Glede na indeks izobrazbe sodimo na 2. mesto med vsemi slovenskimi občinami, glede na indeks proračunske učinkovitosti na 4., glede na indeks socialne kohezije pa v drugo polovico lestvice na 149. mesto. Kaj pomeni kratica ISO? V konkretnem primeru informacijski sistem slovenskih občin. V sestavljen indeks Zlati kamen je vključenih več kot 80 kazalnikov z 8 področij, ki so dodatno urejeni v 3 skupine: kazalnike stanja, aktivnosti in razvojne dinamike. Kazalniki spremljajo demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjskega standarda, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. Certifikat lahko pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji, in občina Medvode se je uvrstila na 12. mesto in pridobila zlati ISO certifikat. Prijetno presenečenje, da najprej tako rečem. Med 212 občinami se uvrstiti na 12. mesto po kvaliteti, kompletno ocenjevani kvaliteti bivanja, se mi zdi kar zavidljiv rezultat. To bi recimo pomenilo, da smo kar nekje med 5% najvišje ocenjenih občin. Seveda pa je zelo različno smo bili rangirani v področjih ocenjevanja. Torej nekje smo boljši, nekje pa tudi daleč pod povprečjem. Občina Medvode se je dejansko vrstila na posameznih področjih zelo različno. Gre seveda za podatke vezane na leto 2020. V drugo polovico lestvice, šele na 149. mesto med 212 občinami, se je uvrstila glede na indeks socialne kohezije, ki pomaga oceniti povezanost prebivalcev v kraju in razširjenost socialnih oziroma asocialnih vzorcev vedenja. Indeks je izračunan s pomočjo 6 kazalnikov, med drugim šteje tudi volilna udeležba, sosedska povezanost in število društev na 1000 prebivalcev. V drugo polovico lestvice na 120. mesto je občina Medvode uvrščena na področju okolja. Gre za indeks, ki po eni strani zajema podatke o stanju v okolju, po drugi strani pa aktivnosti občine, povezane z zaščito narave in zmanjševanja nevarnih emisij. Indeks je sestavljen iz 8 kazalnikov, med drugim recimo šteje podatek o ločevanju in rasti količine odpadkov, kakšna je uporaba energije iz obnovljivih virov, vrednost investicij spodbujenih od ekosklada, pa tudi delež ekološkega kmetovanja. Na 75. mesto občino Medvode uvršča indeks gospodarstva, ki s pomočjo 8 kazalnikov, med drugim števila investicij podjetij, hitro rastočih podjetij, pa tudi spodbujanje razvoja malega gospodarstva, kaže raven podjetniške in investicijske klime v kraju ter razvojno dinamiko na tem področju. Na 64. mestu pa je občina Medvode glede na indeks trga dela, ki s pomočjo 8 kazalnikov pove, kako je z zaposlenostjo prebivalstva, tudi mladih, kako se spreminja število delovnih mest, kakšna je njihova kakovost in kolikšna je aktivna politika zaposlovanja. Podatek iz junija 2020 na primer je, da je občina Medvode pridobila v enem letu
65 novih delovnih mest. Glede na indeks življenjskega standarda pa je občina Medvode letos uvrščena v prvo četrtino lestvice na 46. mesto. Indeks zajema 4 skupine kazalnikov, s katerimi spremljamo stanje na področju splošne blaginje, torej kakšni so prihodki prebivalcev in kakšni so odhodki, kakšno je stanje na področju stanovanjskega standarda, med drugim tudi v kolikšni meri se spodbuja stanovanjska gradnja in kakšen je zdravstveni standard. Med drugim tudi, koliko je bolniških odsotnosti z dela. Eden izmed kazalnikov je tudi kakovost pitne vode. Leta 2014 je bila občina Medvode na primer omenjena kot 10. najbogatejša občina po bruto prihodku na občana. Na 29. mestu pa je občina Medvode letos glede na indeks demografije, ki zajema kazalnike povezane s številom in starostno strukturo prebivalstva in nam med drugim pove, ali število prebivalcev narašča zaradi priseljevanja in kazalnikov vitalnosti kraja. Že leta 2019 so se Medvode znašle na 11. mestu glede na indeks privlačnosti za priseljevanje. Najvišje, na drugo mesto pa se je naša občina uvrstila glede na indeks izobrazba, ki je izračunan s pomočjo 8 kazalnikov, ki nam povedo, kakšna je izobrazbena struktura, kakšen je delež diplomantov, doktorjev in magistrov, pa tudi kako je naravnano občinsko štipendiranje. Že prej je bilo rečeno, na nekatere kazalnike občina kot ustanova lahko vpliva bolj kot na druge ali pa sploh ne. Prav indeks učinkovitosti oziroma proračunske učinkovitosti pa zajema 6 kazalnikov, ki kaže tako na aktivnost občinske uprave, stroškovno učinkovitost, pridobivanje kakovostnih prihodkov in stopnjo samostojnosti občine. Izmed 212 slovenskih občin je Medvoška na področju učinkovitosti na odličnem 4. mestu. Pravzaprav je v tem sklopu nekaj tistih točk, na katere občine ima vpliv, na katere so pa tiste, na katere občina nima neposrednega vpliva. Če pogledava število storilcev kaznivih dejanj, na to mislim, da občina, če ne izziva ljudi, nima kaj dosti vpliva. Po drugi strani so pa seveda čisto merljive, to je pa od višine občinskega proračuna do višine investicij. In jaz mislim, da je to pravzaprav tisto, kar nas je dvignilo relativno visoko. Torej, proračun, ki je v zadnjih letih res izjemno investicijsko naravnan, velika vlaganja, ki so konec koncev tudi enormne količine evropskih sredstev, so tiste, ki so poganjale te investicije in to se je poznalo najbrž tudi na tem ocenjevanju. Skratka, nosilca projekta Zlati kamen, to sta družbi Planet GV in družba SBR, zagotavljata, da projekt na enem mestu nudi zgoščeno sliko občine s ključnimi podatki in kazalniki, urejenimi na pregleden način, da je uporabno orodje za primerjavo z vsemi občinami v Sloveniji, z občinami v regiji in s primerljivimi občinami po velikosti in tipu in da odkriva glavni primerjalne prednosti in razvojne izzive, torej tudi šibke točke občine in še, da je lahko občini v pomoč pri prijavljanju na razpise in pridobivanje javnih sredstev. Kako v prihodnje, zdaj zagotovo bomo mi te kazalce analizirali, posebej tiste, na katere imamo malce več vpliva, tudi v smislu primerljivosti z nam podobnimi občinami. Da vidimo, kje smo nadpovprečni, kje je mogoče zagotovo tudi kje podpovprečni in kaj lahko naredimo, da se tam dvignemo. Ne delam si pa iluzije, da je lahko recimo na področju učinkovitosti oziroma na področju, kjer se je ocenjevalo prihodkovno stran, da smo lahko tudi v bodoče tako visoko, kajti ve se, da je zdaj ta val porabe evropskih sredstev najbolj izrazit, da mogoče prihodnji 2-3 leta pa tega ne bo toliko. Po drugi strani pa spet res, da bodo v zelo podobni situaciji vse občine. In po čem se certifikat ISO Zlati kamen razlikuje od nagrade Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino, ki se podeli enkrat letno od leta 2012? Predvsem v tem, da so kriteriji za podelitev certifikata ISO Zlati kamen zgolj kvantitativni, torej pridobljeni iz uradnih dokumentov, proračunov in evidenc. Pri nagradi Zlati kamen pa so kriteriji le deloma kvantitativni. Odločilna je namreč ocena skupine strokovnjakov z različnih področij. Rdeča nit letošnjega izbora je bilo sodelovanje in soustvarjanje občin. Poleg Nove Gorice, ki je postala tudi regijska zmagovalka za zahodno Slovenijo, so regijske nagrade letos prejele še občine Grosuplje, Luče in Benedikt, občina Žiri pa je prejela naziv Občina zdravja.
V tem tednu so se pričele spletne predstavitvene delavnice participativnega proračuna Sodeluj in glasuj. Prva je bila včeraj in prvenstveno namenjena krajanom Medvod in Preske. Danes pa so na delavnico povabili krajane Smlednika, Valburge, Hraž, Dragočajne, Mož in Zbilj. Na delavnicah je direktor Socialne akademije Matej Cepin predstavil podrobnosti projekta, pri razpravi pa sta, poleg sodelujočih krajanov, sodelovala še župan občine Medvode Nejc Smole in vodja projekta Sodeluj in glasuj Matej Osolnik. Opozorili so na ključne poudarke, na katere morajo biti pozorni predlagatelji posameznih projektov, da morajo imeti ustrezno lastništvo zemljišč, bodisi javno ali s soglasjem lastnika, da mora biti izvedba projekta v javnem interesu, vrednost mora biti med 3.000 in 20.000 evri oziroma do zgornje meje sredstev za posamezno območje, projekt mora biti izvedljiv v naslednjem letu in pol ter skladen vsaj z eno nalogo občine. Predlogi so najbolj pogosto zavrnjeni, ker so že načrtovani, lahko so oddani prepozno, finančno preobsežni ali prenizki, načrtovani na zasebnem zemljišču brez pridobljenega soglasja, niso v pristojnosti občine, lahko so premalo konkretni, niso v skladu z usmeritvami občine ali niso v skladu z zmogljivostmi občine. Sodelujoči na delavnicah so podali nekaj predlogov za njihovo območje in že dobili osnovno povratno informacijo župana, ki je bil z razmišljanjem krajanov zelo zadovoljen. Tudi zato, ker se občinska uprava običajno ukvarja z bolj splošno problematiko, ob tem pa nehote prezre kakšne manjše težave, kot so na primer dotrajane označevalne table ulic, kar je bil eden od predlogov na prvi delavnici. Delavnice se nadaljujejo že jutri, ko boste na njih povabljeni prebivalci krajev z območja Polhograjcev, torej Topola, Belega, Brezovice, Tehovca, Trnovca, Setnice, Studenčic, Žleb, Seničice in Golega Brda. V ponedeljek bodo delavnice namenjene krajanom krajevne skupnosti Pirniče in še naslednji petek, 23. aprila, za krajane krajevnih skupnosti Sora, Senice in Vaše Goričane. Seveda udeležba ni omejena na kraj prebivanja. Če ste delavnico zamudili ali vam bolj ustreza drug termin, se jo lahko udeležite kadarkoli. Vse delavnice so ob 18. uri in trajajo približno uro in pol. Povezavo pa najdete na spletni strani občine Medvode. Seveda pa ne pozabite na oddajo predlogov na spletni strani sodeluj-in-glasuj.si. Preko 20 jih je že, časa pa imate še do 7. maja. Pri oblikovanju aktualnega občinskega prostorskega načrta, ki ga je občinski svet sprejel sredi leta 2018, se je občina Medvode prvenstveno zavzela za podjetnike in obrtnike, ki so desetletje pred tem izkazovali velike potrebe po prostorski širitvi. V prostorskem načrtu je tako omogočena gradnja nove gospodarske cone Moše na pobudo podjetnika Marjana Malija in širitev obrtne cone Sora na pobudo podjetja Brinox. Hkrati pa se je na pobudo občine omogočila širitev obrtne cone na Jeprci, ki kar ne zaživi, širitev obrtne cone Vaše, ki so ji posamezni krajani najbolj nasprotovali, in širitev obrtne cone Preska. Kaj občina Medvode načrtuje s temi 3 obrtnimi conami, v katerih ima tudi svoje zemljišče, pa v naslednjem prispevku. Pa najprej komentirajmo prej slišano, da je občina Medvode glede na indeks gospodarstva, ki kaže na podjetniško dinamiko, na 75. mestu med 212 občinami v Sloveniji. Je občina Medvode obrtnikom in podjetnikom prijazna občina? Oziroma, ja. Tale vzdih je verjetno povedal več. Je prijazna, ker je ena od redkih občin, ki še ima razpis za financiranje, vsaj v neki manjši meri, pomoči podjetnikom, obrtnikom. Da je to pravilna poteza, pokaže nabor prijavljenih vsako leto. Potem se pa tu pravzaprav že več ali manj neha. Pa to ni najlepši izraz, ampak želeli bi biti bolj prijazni. Ampak želeli bi biti bolj prijazni tako do njih, kot do okolja, kar pomeni, da bi želeli, da se preselijo v neke cone, kjer so kot zaključene celote, umaknejo se iz stanovanjskih naselij. Vse pa je povezano na eni strani odkupovanjem zemljišč. Včasih se srečamo pravzaprav že z enormnimi zahtevami po prodajnih cenah, ki pa se jih moramo kot pijanec plota držati, ker drugače podremo vso
zgodbo, ki se v Medvodah vodi že ves čas. Ko preidemo te težave, pa se včasih srečamo potem že zopet z kakšnim prostorskim načrtovanjem, ki nam jemlje dodatni čas, ki ga predemo potem v razmišljanju, kako naprej. Občina Medvode je pravkar objavila obvestilo o javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin na območju obrtne cone v Preski, v neposredni bližini tovarne pohištva Iskra in Preških vrtičkov. Prodajo 3 parcele v skupni izmeri dobrih 6000 kvadratnih metrov. Gre za nepozidana stavbna zemljišča, ki se prodajajo izključno v paketu. Izhodiščna cena, ki pa ne vključuje 22% DDV-ja, je 102 evra za kvadratni meter oziroma skupaj vsaj 635 000 evrov. Te parcele je občina Medvode poskušala prodati že prej na javni dražbi, tudi lansko leto, po izklicni ceni dobrih 106 evrov za kvadratni meter, vendar do prodaje takrat ni prišlo. Največji zadržek pri vseh interesentih, ki so se do zdaj pojavljali, je bil strah pred tem, kaj se skriva pod zemljo. Na tem območju so zahtevane arheološke preveritve in to bi moral izvesti novi lastnik. Glede na to, da gre za obsežno področje, čez 6000 kvadratnih metrov, cena je poštena, pomeni, da je zalogaj kupnine precejšen. Odločili smo se, da naredimo ta korak naprej, ker smo ocenili, da nas to zavira pri prodaji. Naročili smo te raziskave, izkazale so se, dokumenta še nimamo, imamo pa ustne informacije, izkazale so se kot izvedene so bile, vendar ni bilo najdeno nič, kar bi lahko oviralo bodoče investitorje pri gradnji na tej coni. Občina Medvode se je tudi odločila, da prihodnje leto proda svoje zemljišče v obrtni coni Vaše, ki predstavljata manjši del načrtovane obrtne cone. Ta se razprostira med cementarno Jarci in tovarno Helios in so ji posamezni krajani ob sprejemanju občinskega prostorskega načrta tudi nasprotovali, saj so si želeli predvsem širitve stanovanjske gradnje. Po eni strani je tam proizvodnja jarčevih, potem na eno in drugo stran njih mejijo zemljišča v lasti fizičnih oseb. Ena skupina od teh zemljišč se že predvideva kot tista, kjer bi se lahko postavila neka industrijska postavitev, se pravi neka postrojenja za ali delavnice ali tovarno, kaj podobnega. Na drugi strani sta 2 fizični osebi, s katerimi še nismo kontaktirali, in potem sta 2 občinski parceli. Ena od teh parcel nekako mi hodi po glavi ves čas za reševanje z lastniki vrtine v športnem parku, ki bi omogočila win-win situacijo. Občini, da pridobi zemljišča potrebna, podjetnikom, obrtnikom na drugi strani, ki se ukvarjajo pa neko zaokroženo območje, kjer bi lahko postavili svoj dom, svoje dejavnosti. Rep kot največji izziv v tem primeru izpostavlja problematiko dostopa do obrtne cone Vaše. Kajti vsi vemo, da pod tem podvozom, ki je že sam po sebi sorazmerno nevaren, pretekle nesreče pričajo o tem, se potem takoj, ko preidemo na stran Goričan, levo odcepi cesta proti tej coni. Ideja je, da bi se to križišče ojačalo v tej smislu, da bi bila možnost dostopa z težjimi tovornimi vozili. Absolutno bo pa potrebno regulirati promet z cestno signalizacijo, v mislih imam enostavno semafor. Potem pa bi šli v pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občina kot sama ima tam pravzaprav, je ta ideja našega udejstvovanja tam najbolj odmaknjena. Po drugi strani se mi pa zdi, da je to območje, ki bi ga lahko najhitreje prepustili podjetnikom, obrtnikom in jim nudili vso pomoč, da ta zemljišča čim prej aktivirajo.
Občina Medvode je večkrat doslej prodajala zemljišča v že več kot 20 let načrtovani poslovno-obrtni coni Jeprca, kjer je po občinskem lokacijskem načrtu iz leta 2009 možno graditi manjšo obrtno proizvodno, transportno dejavnost, objekte za komunalno, storitveno, poslovno, trgovsko in gostinsko dejavnost, celo za šport in rekreacijo. S prodajo pa občina ni bila uspešna, saj ji ni uspelo zagotoviti ponudbo za celovito zemljišče. Del načrtovane obrtne cone je namreč ostal v privatni lasti, saj lastnik z občino nikakor ni prišel do skupnega jezika, torej ustrezne cene. Doslej je občina torej prodajala 4 zazidljiva zemljišča v skupni izmeri 26 000 kvadratnih metrov. V letošnjem proračunu pa je rezervirala sredstva za nakup še 2 manjkajočih parcel. Občina Medvode ima v lasti oziroma ima v pridobivanju več kot 82% vseh zemljišč. Trudimo se, da bi pridobili še preostala zemljišča. Nekako ocenjujemo, da bi s tem nakupom morali zaključiti do konca letošnjega leta. Na to pa bi začeli korake dalje. Občina Medvode sicer razpolaga s seznamom tistih podjetnikov in obrtnikov, ki so izkazali interes za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov. Ta seznam imamo. Vendar, to hkrati pomeni tudi to, da je v takšnem primeru potrebno več komunalne in pa prometne infrastrukture, kar pa zopet posledično pomeni, da je cena kvadratnega metra takih zemljišč višja. Druga stran resnice pa je ta, da bi mogoče lahko se v to cono naselilo 1 ali mogoče 2 do 3 večja podjetja, s tem bi se potem stroškovna cena za njih znižala. Vprašanje, kakšna bi bila korist za občino in občane Medvode, ali bi se odprla neka nova delovna mesta, ali kako bi reševali zatečeno stanje dejavnosti v naseljih. In kako Rep komentira nek splošen občutek, da interesa za nakup zemljišča v obrtnih conah ni več, vsaj ne tolikšnega, kot je bil pred desetletji? Je interesa manj ali so na drugačen način reševali podjetniki in obrtniki svoje prostorske stiske? Podjetniki in obrtniki so dobri zato, ker imajo prilagodljive strategije. Meni povsem razumljivo je, da je interes padel, ker smo v nekem takem trenutku, kjer danes si, jutri imaš pa lahko zelo velike težave. Ali se ti je zaprl trg, ali so ti pobegnili dobavitelji, ali so ti zboleli vsi delavci. Jaz nekako poskušam razumeti podjetnike, da so previdni. Vsak tak nakup, kjer ti takoj ne aktiviraš vloženih sredstev, pomeni neko zalaganje sredstev, ali odvisnost od financerja, ali načeti neko lastno finančno substanco. Tako da z koncem tega obdobja epidemije, korona krize, pričakujem, da bodo tudi ta optimistična pričakovanja podjetnikov narasla. In s tem naj bi se upadala tudi podjetniška obrtna cona na Jeprci. Kud Fofite v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje že od junija lansko leto pripravlja kuharsko oddajo z naslovom Ljubiteljska kuharija. Vezni člen med obema je Jure Galičič, ki z Moniko Jekler vsake 14 dni prek spleta oziroma socialnih omrežij predstavljata preproste in zanimive jedi, ob tem pa, če se le da, vkuhata tudi lokalno pridelane in predelane sestavine. V zadnjih 19. oddaji sta dobila tudi pomočnike, učence osnovne šole Medvode. Ljubiteljska kuharija je? To je kuharija, ki je ljubiteljska in dejansko se kuha. Meni je pa to eno dost dober ventil za sproščanje ene kreativnosti, ene pozitivne energije, sploh v teh časih, ki se mi zdi, da redko kakšno stvar še smemo in zato se pač še toliko rajš lotimo kakšnega tacga kuhanja. Jure Galičič in Monika Jekler sta junija lansko leto odrske deske, oba sta namreč člana gledališke družine Kuda Fofite, zamenjala za nepogrešljiv kuhinjski pripomoček. Idejo je pravzaprav dala kar Monika, tako da najboljš, da ti poveš, zakaj delava zdaj oddaje. Ja, pogrešala sva desko, ne? Nismo smeli nič delati, sva rekla, bo pa kuhinjsko desko.
Monika je po poklicu umetnostna zgodovinarka, po poklicanosti pa očitno igralka, ki v času epidemije čaka na bolj prijazne čase in z veseljem tudi kuha. Jure pa kot diplomant turističnih študij opravlja delo pisano mu na kožo. Je strokovni sodelavec za turizem v javnem zavodu Sotočje. Pa sej, jaz mislim, da poklic, da je kar kompatibilna kuhinja in z umetnostno zgodovino in z gledališčem. Vse troje je umetnost, tudi kuha. Ja, turizem, dobro vemo, da se slej ko prej ustavi pri hrani in glede na to, da že odkar pomnim, mami bi rekla, bolj od osnovne šole naprej, rad dobro jem, je seveda bilo treba slej ko prej tudi začeti dobro kuhati in enostavno se je vse skupaj lepo združilo v eno celoto. Torej, odrske deske sta začasno zamenjala za desko za rezanje in sekljanje. Jure prvenstveno mesa, Monika prvenstveno zelenjave. Jure je strasten mesojedec, Monika pa vegetarijanka. Sej, recimo v čisto prvi oddaji je bilo videti, da lahko eno jed kuhava, pa potem Jure sam malo doda, ne? Ampak pol ne kuhava dva. Ja, zato ponovadi zdaj delava pač dve ločeni jedi, da je ena vegetarijanska, ena pač mesna. Jaz seveda probam vse, Monika ne proba vsega, tako da mora meni verjeti na besedo. Pravzaprav je bilo pa to tudi zelo dobrodošlo zaradi samega koncepta oddaje, ker vseeno skrbiva za to, da je zabavno, da je zanimivo, ne samo zato, da se kuha, in sva v bistvu tudi na nek način malo teatra prenesla v oddajo. V vsaki oddaji razen prvi torej sta ustvarila dve jedi po dveh receptih. Malo se po internetu pogleda, malo po kuharcah, malo pa pol dozori v glavi tako. Trudva se, da sva aktualna glede na čas. Ja, ideja je nekako dorečemo skupaj, to se pravi, oddaja gre ob določenem datumu ven, kaj je blizu tacga, ravno recimo Martinova ali pa tako je bila vezana na Planico, recimo, ko so bili prigrizki za ob televizijo. Pa Monika naumi recepte, to je treba biti iskrena. Ne? Jaz takrat, ko smo delali stejke, takrat ni bil problem. Ne? Takrat bom že jaz naredil, pust me. Ampak večinoma ima pa Monika recepte. Pa tudi, če je že kakšen, ki je preverjen recept, ponovadi zmer najde še kaj, da je malo drugače. To se pravi, da je neka dodatna pika na i, da ni vse samo tako kot z kakšnega učbenika. V vsaki oddaji torej pripravita dve jedi, mesno in vegetarijansko, na isto temo, torej da imata obe jedi isto glavno sestavino ali pa rdečo nit, priložnosti primerno. Torej ričota, medvoška pita, hamburgerji, polenta, bučke, stejki, rolade, jajca, juhe, kanapeji, prigrizki, jabolka, Martinova pojedina, Valentinova umetnina, hrana za mučenike. Je le nekaj izmed teh tem. In recept številka 1 doslej? Vseh unih 19x2. Meni je bil pa mogoče tale, ki so ga za Martinovo pripravila, mogoče tudi tako, pač glede sestavin, glede postavitve, glede same zasnove jedi, je bil mogoče najboljši. No? Jaz moram reči, da nič do zdaj še ni bilo za nič. Tako da... V bistvu vse je bilo zelo, zelo dobro, je pa res, da je bilo pa kaj še boljše. Med drugim se je ekipa ljubiteljske kuharije spopadla tudi z Domačica izzivom, torej kuhanje z legendarnim čajnim pecivom Domačica, in zasedla drugo mesto. Jure je dal idejo, jaz sem se pa strinjala. To je Monikin odgovor na marsikatero vprašanje. Tudi kako je prišlo do trenutno zadnje oddaje. Zadnja oddaja, ki je našla pot do gledalcev prek spleta oziroma socialnih omrežij, je bila namreč nekaj posebnega. Skupaj s snemalcem Žigom Okornom, sicer predsednikom Kuda Fofite, sta Monika in Jure zamenjala prizorišče. Si nadela zaščitne maske in dobila pomočnike. Učenke in učenca gospodinjskega krožka osnovne šole Medvode. Ideja je bila skovana skupaj s predsednico Turistične zveze Medvode Vanjo Lučniškar, vodjo projekta Mala šola turizma. Vse torej v luči tega, da je Slovenija letos evropska gastronomska regija. Smo rekli, zakaj pa ne bi posneli v bistvu naslednje oddaje na to, na temo pire, ki itak velja za staro slovensko živilo, pa nekako povezali v bistvu več plasti delovanja, to se pravi in osnovno šolo, in kulturno društvo, in zavod Sotočje, in domače ponudnike, in pravzaprav pri vseh smo naleteli na zelo, zelo, zelo dober in takojšen odziv, tako da ja, je bilo zelo, zelo zabavno delati. Ja. Pomagači so bili odlični, jaz sem se majčkeno bala, da sem preveč zakomplicirala zadeve,
ampak ti otroci znajo kuhati. Mislim, nekaj izreči. Tema tokratne 19. oddaje je bila torej pira. Sladko in slano s piro. Monikina skupina je pripravila pirino pito slanino, porom in čebulo. Juretova pa pirin šmorn z jabolčno čežano in karamelo. Tako kot 18krat poprej, večinoma iz lokalno pridelanih sestavin. Mava kar precej pokritga že. Tako da... Je res, da je za kakšno eksotiko se treba ponovadi zateči v trgovino, a ne kakšne začimbne mešanice, garam masala ali pa agar ja, ali pa kaj sojna takega. omaka. Mislim, samo to je nekako logično, da ne pridelujemo glih v Medvodah. Je pa res, da pa pravzaprav iz oddaje v oddajo dodajamo domače ponudnike oziroma širimo domači asortiman, tako da jaz upam, da bomo kmalu prišli res do tega, da bomo samo še začimbe uspela dobiti v trgovini, ostalo bomo pa imeli lokalno in domače. Ljubiteljska kuharija je k sodelovanju doslej povabila oziroma privabila številne lokalne pridelovalce in predelovalce, med drugim gostilno Mihovec, kmetijo Mis, kmetijo Prčrnet, čebelarstvo Stariha, mesarstvo Perešuti in zadrugo Jarina. Prav Zadruga za razvoj podeželja Jarina je vodilni partner v sodelovanju z občino Medvode v projektu Lokalno je zdravo, ki se izvaja v okviru 3. razpisa lokalne akcijske skupine za mesto in vas in je vreden 130 000 evrov. Skoraj 99 000 evrov od tega sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, 26 000 evrov pa je zanj namenjeno v letošnjem občinskem proračunu. Jure Galičič je eden od članov upravnega odbora lokalne akcijske skupine za mesto in vas, ki potrjuje izbrane projekte in višino sofinanciranja. No, ta projekt pravzaprav predvideva nekako filozofijo čim več hrane, ki je pridelana v lokalnem domačem okolju, pripeljati direktno do osnovnih šol. To se pravi, če recimo je neka potreba po toni krompirja, recimo, pa ga Medvode zaenkrat lahko pridelajo samo pol tone, to se pravi nekako pripeljati do tega, da bo tisti kmet, tisti ponudnik razširil svojo dejavnost, da bo lahko poskrbel za tono krompirja. In kar pomeni, da je v bistvu zelo podobno, kar se trudimo delati z ljubiteljsko kuharijo. Čim več domačih proizvodov, čim več v lokalno okolje, pa ne samo za snemanje oddaje, ampak tudi za osnovne šole, ker se mi zdi, da res marsikdaj jemo stvari, ki niso primerne ali pa so zelo z nekimi kemijami narejene in res rabimo lokalne domače pridelke, sploh pa naši najmlajši. Glavni namen projekta je torej organizacija kratkih dobavnih verig za lokalne pridelke in izdelke in vzpostavitev temeljev za nove prodajne poti in dvig dodane vrednosti lokalnim pridelkom in izdelkom. Projekt bo spodbujal lokalne kmete k večji pridelavi in predelavi lokalnih pridelkov in izdelkov za trg, tako za neposredno prodajo končnim potrošnikom, kot tudi javnim inštitucijam. Pomemben del projektnih aktivnosti bo namenjen vključevanju javnih izobraževalno-varstvenih inštitucij, ki lahko z načrtnim nakupovanjem lokalno pridelane hrane pomembno prispevajo k občutno višji samooskrbi s hrano. Kupcem pa se bo ponudilo nov tržni produkt urbanih avtomatov z lokalno hrano, ki bodo postavljeni in predstavljeni javnosti v skladu s poslovnim načrtom in novo blagovno znamko, ki bosta pripravljena v okviru projekta Lokalno je zdravo. Več o tem projektu v prihodnjih oddajah, prav tako kot še o enem. Prej omenjeni Kud Fofite je namreč gonilna sila tudi načrtovane predstave na prostem premiera Kralja Ojdipa. Besedilo je bilo napisano pred 2450 leti. Se načrtuje sredi junija na osrednjem prireditvenem prostoru ob tržnici Medvode. Obeta se sodelovanje najmanj 5 kulturnih društev, poleg Kuda Fofite še Kuda Pirniče, Kuda Franseleški Finžgar Senica, Kuda Oton Župančič Cora in Kuda Smlednik. V koprodukciji z javnim zavodom Sotoče Medvode in Občinsko kulturno zvezo. Včeraj je Janez Vencel, ki se bo podpisal pod režijo, projekt predstavil prek spleta. Več torej prihodnjič. Jutri bodo objavljeni 4 javni razpisi na področju družbenih dejavnosti, in sicer javni razpis za sofinanciranje programov z področja socialnega varstva občanov občine Medvode,
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Medvode, javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev z področja spodbujanja razvoja turizma in javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov. Za navedene javne razpise bo razpisan le 15-dnevni rok. Tudi letos bodo ti razpisi potekali digitalno. Pripravlja pa se digitalizacija še 2 javnih razpisov, kulturne dejavnosti in kulturna dediščina, ki bosta predvidoma objavljena pozneje v tem mesecu. En javni razpis, program športa, pa je v sprejemanju novega pravilnika. Zato se predvideva objava tega razpisa v mesecu maju. Eni tistih, ki že nestrpno pričakujejo sprejetje novega odloka za razdelitev športnega evra v občini Medvode, so tudi člani košarkarskega kluba Brinox Medvode. Letošnjo sezono sicer kroji novi koronavirus, zaradi katerega je izvajanje treningov močno oteženo. Prav tako se selekcije niso v tekmovalnem pogonu. Izjema so kadeti, mladinci in člani. Stanje, kar se tiče vseh sprememb, pa vseh težav, pa vseh netreniranj, pa teh dolgih pavz, je tako bom rekel zelo dobro, ne? Ker fantje si zelo želijo treninga po tolikih dolgih pavzah in pa ne eni, 2, 3, kakorkoli. Upada moram reči, da nimamo, vsi se lepo treningov udeležujejo. Še tisti, ki so prej, bom rekel, hodili polovično, zdaj hodijo skozi in to je, kar se tega tiče, zelo v redu. Članska selekcija, ki je v lanskem letu doživela popolno pomladitev, je doslej v celotni sezoni odigrala le 7 krogov druge lige in doživela 7 porazov. Po vnovičnem zaprtju v mesecu aprilu sedaj ponovno nadaljujejo s treningi in tekmovanjem. Ja, tekme se nadaljujejo. Vse skupaj bom tako rekel, malo na silo sicer, ampak vse, kar se nas tiče, je dobro, da se igra. Ampak mogoče ne na takšen način. Je bila le dolga pavza, skoraj pol leta, se ni treniral. Potem se je treniral en mesec ali pa še toliko ne. So se 3 tekme odigrale, je bila zdaj spet pavza, 10 dni. In po 10 dneh netreniranja imaš 3 treninge in moraš iti na tekmo. To za drugo ligo, ki ni glih amaterska liga, je že kar prav profesionalna, ni glih tako enostavno. So tukaj pod vprašanjem poškodbe in tako naprej. Vse skupaj je pa, bom rekel, zveza zelo spodbuja to, da se to dokonča. Seveda, oni imajo svojo računico in mi smo pod okriljem zveze in pač moramo to narediti, tako da nam drugega ne preostane. Do konca aprila bodo odigrali 11 krogov, nato pa bo sledilo razigravanje za razporeditev po lestvici. Vendar ob koncu sezone nihče ne bo iz lige izpadel. Tako se bo članska košarka v Medvodah tudi prihodnje leto igrala v drugi ligi. Mislim, da fantje, glede na to, da so tudi, bom rekel, mladinci v ekipi, pa prvo let nekateri so postali člani, mislim, da je to kar velik zalogaj za njih, glede na to, da se igra druga liga. Ker ti fantje v bistvu bi težko 3. ligo igrali, kaj šele zdaj, ko morajo drugo, ampak glede na okoliščine pa vse skupaj smo kar zadovoljni, tako da nimamo se kaj pritoževati. V mlajših selekcijah treningi sicer potekajo po prilagojenem programu, tekmovalni del pa bo izveden zgolj za selekciji do 17 in 19 let, ki nastopata v prvi oziroma drugi ligi. A Bunčič ugotavlja, da je glede na vse okoliščine v letošnji sezoni velik dosežek prav to, da so članstvo kluba uspeli zadržati in da se bo košarka v Medvodah igrala tudi v prihodnje. Moje mnenje se je malo spremenilo v zadnjih letih. Ni vse rezultat, ampak je bistvo vsega, da smo ena dobra družina in da lepo delamo, da se fanti počutijo v redu in potem pa iz tega individualnega napredovanja pride ven tudi rezultat. In če se vrnemo še k novemu občinskemu odloku za razdelitev finančnih sredstev, Bunčič pričakuje spremembe precej neobremenjeno. Košarka sicer po novem odloku spada med 5 prednostnih športnih panog na lokalnem nivoju. Nekaterim bo všeč, nekaterim ne bo všeč, ali pa nam bo, ali pa nam ne bo, kakorkoli. Tako kot bo, saj konec koncev ne moramo neki nasilo spreminjati, oziroma tako, ko se bojo odločili, oziroma tako, ko se bomo odločili, če nam bojo prisluhnili, bo pač tako, če ne bo pač drugače. Jaz ko pravim, preživeti moramo, ali nam bo prav, ali pa ne. Zdaj, če nam bojo pomagali, bo to super, ali pa če nam pomagajo, je to super, če ne, pa pač se bomo mogli sami znajti.
Zdaj pa, kako se bomo znajdli, pa itak nobenega nič ne zanima, ne. Medvoški policisti tokrat o prometnih nesrečah ne poročajo, so imeli pa zelo veliko dela z obravnavanjem kaznivih dejanj. V Medvodah so raziskovali kaznivo dejanje zatajitve, pa še tatvino električnega skiroja. V Hrašah je nekdo napadal informacijski sistem, v Zbiljah pa je nekdo poškodoval tujo stvar. Tatvino so policisti obravnavali tudi v Vikrčah, storilca so že ulovili, v Zgornjih Pirničah pa poslovno goljufijo. Tudi v tem primeru ima storilec že znano identiteto. Med ostalimi dogodki pa poročajo o sporu med pogodbeniki v Sori. Kršiteljica je prejela globo. Tudi v drugem primeru je spor zanetila kršiteljica, in sicer so se sprli sosedje v Rakovniku. Ponavljamo se, a upamo, da vam bo telefonska številka policije ostala v mislih, ko boste opazili kakšne sumljive neznance ali avtomobile v vašem kraju. Prav tako vas pozivamo na spoštovanje odrejenih ukrepov in prepovedi, ki naj bi služili preprečevanju širjenja COVID-19. Prihodnji teden, pa skoraj do konca meseca, pa bodo policisti poostreno nadzirali hitrost na območju celotne države. Za več informacij o delu policistov pa poklikajte na Facebook spletno stran Policijske uprave Ljubljana. Prišli smo do konca. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega tedna. Lep pozdrav.